Dobrodošli, dragi gledalci, gledalke, poslušalci, poslušalke. Ponovno smo skupaj zbrani za našimi ekrani v oddaji Popotniškega snepa, da nadaljujemo tam, kjer smo nazadnje ostali, to je na severu. Preden se spet podamo na pot, bi za novince med nami še enkrat predstavil našo organizacijo in tudi današnjo gostjo. Torej, naše Popotniško združenje Slovenije je posebna nevladna organizacija, ki podpira turizem in učenje skozi potovanja med mladimi, ter se sodeluje in organizira s tem povezane dogodke, kot je tudi današnja spletna oddaja. Mesečno lahko na spletni strani združenja v digitalni reviji Globetrotter berete in raziskujete popotniške zgodbe, potovanja na svete in znanje naših članov, torej prostovoljnih novinarjev. Nekateri izmed njih pa tudi postanejo gosti Popotniškega snepa. Torej, če vas je do zdaj med branjem kakšna osebna zgodba, doživetje, popotovanje še posebej navdušilo, imate možnost prisluhniti tudi v živo. Ne smem pa pozabiti omeniti, da lahko oddajo prevrtite nazaj tudi na našem YouTube kanalu in v obliki podcasta na Spotifyju. Današnji dogodek poteka kot ponovadi v sodelovanju z organizacijo Mladi Maribor. Poleg mene lahko na ekranu vidite že nam precej domačo gostjo, našo avanturistično prostovoljkinjo, ki že nestrpno čaka, da ji predam besedo. Torej, Veronika, ponovno pozdravljena, veseli nas, da si danes spet z nami in da nas boš ponovno popeljala na svoja severna doživetja. Torej, pozdravljena. Ne slišimo te, mislim, da imaš izklopljen zvočnik. Veronika, ne sliši se te? Tu se vidi, da so tehnične težave. Bomo poskušali čim prej urediti. Ne sliši se te, Veronika. Se opravičujemo za to težavo, bomo poskušali čim prej urediti. Problem je, ker je Veronika v tujini in je težje vzpostaviti povezavo, ki deluje tudi tako preko zvoka kot preko slike. Ok, živijo, a se me sliši zdaj? Zdaj se te pa sliši, ja. Super! Evo, živijo Tilen in živijo vsem skupaj. Ja, tako je, ko si na Arktiki, včasih stvari delajo, včasih ne, tudi z avti je tak, prideš zjutraj kdaj, pa ti avto ne vžge, čeprav pa ga probaš pol 1 uro laufat, pol pa končno uspe, no. Evo, zdaj pa trenutno tudi z mojim mikrofonom bilo tako. Se zgodi, ampak končno zdaj deluje. Ja, fajn si me prestrašila, tako da... Ja, evo, to je življenje na Arktiki, nikoli ne veš in to boste tudi danes zvedeli iz moje strani. Vesela sem, da zdaj dela, da me zdaj slišite. In ja, še enkrat živijo vsem, sem Veronika in mislim, za vse, ko še niste spremljali prvega dela, zdaj v drugem delu vam predstavljam moje nadaljevanje severne dogodivščine, ki se je začela na Islandiji. No, zdaj pa sem že nekje drugje, še bolj severno v arktičnem krogu. In zdaj bom pa povedala, kako je živeti na Arktiki, kako je živeti na -30 stopinj. Tako da ja, evo. Neče, gremo kar v akcijo? Ja, in bomo začeli. Bomo začeli. Ok. Torej, za vse, ki še ne veste, medtem, se je že naložilo,
Sicer končujem študij ekotehnologij in varstva okolja na Visoki šoli za varstvo okolja, poleg tega sem arktični angel. V bistvu to sem že v bistvu vse povedala v prejšnji oddaji, tako da zvete, kdo smo arktični angeli, poglejte prejšnjo oddajo. Tako da ja, evo, zdaj pa vse že pripravljeno in bom skočila kar iz Islandije na moje potovanje do Finske. Ker sem v arktičnem krogu na Finskem. Jaz samo naše gledalce in gledalke pozivam, da lahko svobodno postavljajo vprašanja in komentarje med predstavitvijo, ker bomo odgovarjali tako med potekom in na koncu. Tako da izvoli, oprosti, da te prekinjam. Torej, ni panike, ker sem tudi zelo vesela vprašanj, tako da karkoli imate, vprašajte in z veseljem odgovorim. No, zdaj pa da skočimo iz Islandije na Finsko, ker ja, na Finskem sem. Zdaj, če gremo nazaj na prvi slajd, je v bistvu moja zgodbica, kako sem jaz prišla iz Islandije na Finsko, dobesedno 6-mesečno življenje, ki sem ga tam postavila, ali kako bi temu rekla, sem spremenila v 3 dneh. Kar pomeni, da sem dobesedno spakirala kufre, dobila sem priložnost, spakirala kufre, zvečer sem rezervirala karto, naslednji, se pravi, en dan sem imela vmes časa, naslednji dan zjutraj sem imela pa že let. Tako da, na tak način sem jaz prišla do Finske. Spet, tako kot sem Slovenijo zapustila v 14 dneh, sem Islandijo zapustila zdaj že v 3. In kakšna je bila ta priložnost? Tilen, ti že nekaj veš. Ja, in čas je, da zdaj povemo še takole. Ja, Božiček je rabil pomoč. Zelo zanimivo, ne? Božiček. Ja, sem v uradnem božičkovem kraju oziroma mestecu na Finskem Laponskem in v bistvu rečemo, da me je Božiček poklical en večer in sem dobila priložnost, da pridem kot njegov pomočnik, kot palček. In ja, takole je bilo izgledalo prazno letališče, ko sem se odpravljala, se pravi, seveda v teh časih pač ni toliko veliko ljudi potovalo v tem času in letališče je bilo prazno. In na drugi sliki imamo že zdaj moj pristanek, ko sem pristajala na Finskem. In če gremo naprej na naslednji slajd, mislim, da ne rabim zgubljati besed s tem, kako je bilo potovanje, ker takoj naslednji dan sem že imela pa uradni trening, ali kako temu rečemo, oziroma priprave v mojo službo palčka. In tole je okolje, v katerem sem delala. Takole sem ga spoznala prvi dan, ko sem prišla. V bistvu delala sem sredi gozda kot palček, imela sem palčkovo šolo in lahko gremo kar naprej. Na naslednji slajd. Ampak, da ne bom takoj začela govoriti, kako je bilo pomagati Božičku, vam bom pa najprej povedala, kako je bilo v prostem času. Vidite na slikah lahko, da pač v arktičnem okolju je v zimskem času večino dneva tema. In jaz sem bila tukaj v decembru, ko je najbolj temno. In tale dan na sliki je bil eden izmed zadnjih dni, ko je sonce še šlo nad horizont in v bistvu je bilo takole magično in takrat sem se v bistvu jaz prvič tudi peljala oziroma vozila se pravi snowmobilom oziroma snežnimi sanmi. In takole je izgledal moj dan, ko sem imela prosto. Sicer pa v bistvu delovne ure Božičkove so bile zelo naporne in sreča imam jaz ogromno energije, ker smo delali tako od 10 do 15 ur na dan. In če gremo zdaj naprej, naslednji slajd. Jaz imam eno vprašanje za tebe, Veronika. Tako kot si v prejšnji oddaji pokazala video, kako si vozila avto preko deroče reke, me zanima, če si tudi te snežne sani uporabljala.
Ja, glih dan sem prišla iz treninga za snežne sani in imam nekaj utrinkov, ki vam bom pokazala od danes čisto sveže iz sani. Ker v bistvu zdaj sem pač, ne bom še povedala. Gremo nazaj na palčke. Pol vam povem, kaj se dogaja zdaj in kaj je s tem treningom. V glavnem, tukaj vidimo zdaj moj uradni kostum. Bila sem Master Elf, se pravi glavni palček, in tako kot sem že prej rekla, sem imela svojo šolo, v kateri sem učila otroke in odrasle magijo, božičkovo magijo, oziroma ta božični duh, Christmas spirit, kot mu rečemo, v božičkovem svetu. In v bistvu sem predajala to kako bi temu rekli, božični duh, the Christmas spirit, je v bistvu duh ljubezni, ki povezuje vse ljudi na našem planetu. In vsi smo povezani skozi srca in kot master palček sem osnovala program, v katerem sem v bistvu učila posebno tehniko otročke in odrasle, kako lahko odpremo svoje srca v ljubezni in kako lahko preko tega pošljemo božičku še več energije, da lahko palčki in božiček pač leti z jeleni na božični večer, palčki pa delajo igračke zelo hitro, da imajo v bistvu pač pripravljene na božič. In v bistvu ljudje se velikokrat ne zavedamo, ampak ko delamo dobra dejanja, ko delamo ljubezniva dejanja, takrat pošiljamo ogromno energije božičku, da lahko na božični večer leti in da lahko palčki čez celo leto pač pripravljajo igračke. Tako da, to so mi zaupali pravi palčki in jaz sem to potem v človeški palčkasti obliki predajala naprej otročkom in odraslim. In tako je tole izgledalo, vidimo na sliki. Moj Master Elf kostum in pa tamle v kotu gor pa vidimo tudi Arctic Circle. Spravi, tukaj sem pa prvič prestopila arktični krog v Božičkovem mestecu. Prav Božičkova vasica je tukaj, sicer je celo mesto moje slovenske besede se malo zgubljajo. Celo mesto je proglašeno za uradno mesto, se pravi Rovaniemi, tukaj se nahajam. Ampak posebej je pa ena vasica, ki je pa samo Božičkova vasica in tam se uradno prestopi arktični krog. In tukaj sem bila jaz prvič v arktičnem krogu kot palček. In zanimivo je, da to je bilo v bistvu šele po 14 dneh, odkar sem delala kot palček. Ker sem prej vedno bila pa sredi gozda, kot se vidi pa na sredinski sliki. Zdaj, če gremo naprej. Naslednji slajd. Evo pa še ena malo smešna slika. Se pravi, takole je izgledalo božično vzdužje. In tamle na sliki, kjer se veselo maham, je ta glavna božičkova delavnica, ki je v Božičkovi vasi. Zraven tega je meter temperature, se pravi temperaturni meter, ki tule gor kaže -17 stopinj. Tako da takrat, ko sem bila prvič v Božičkovi vasi, je bilo -17 stopinj in jaz sem pozabila svojo jakno pod palčkov kostum in sem v bistvu imela samo majico, pa flis, pa palčkov kostum. Tako da je bilo kar mrzlo in sem zelo knjigala, da nisem zmrznala. Torej, te ne rabim vprašati, kakšna je bila tvoja prva izkušnja s tem? Ne, bila je zelo hladna. Ampak ker od znotri gorim in imam ogromno energije in obožujem arktično okolje, zato se tudi borim za zaščito arktičnega okolja kot Arctic Angel, sem pač ostala topla in še vedno funkcioniram, evo. Tako da ja, evo, in
pa tule vidimo na sredini Božička, ker, lepo prosim, na sam božični večer sem bila z Božičkom. Predno se je odpravil na turo po svetu, sem jaz bila z njim. In nisem si nikoli v življenju predstavljala, da bom jaz dejansko enkrat s pravim Božičkom. No, in pa tule gor na slikci tudi vidimo moje prijateljčke jelenčke. Tule je zelo precej redki so beli jeleni in imela sem čast spoznati tudi belega jelenčka. Je tamle gor na sliki. Zdaj pa lahko gremo naprej oziroma damo noter prvi video, ker si res želim utrinke, ki sem jih doživela z vami deliti preko videa. Jaz imam vprašanje za tebe glede pisem Božičku. Si videla tudi pismo Božičku? V bistvu jaz sem to preskočila, ampak v Božičkovi vasi je Božičkova pošta. In kdorkoli želi, lahko pride tja, mislim, in odda pošto prav na Božičkovi pošti. Ampak v bistvu ogromno pisem iz celega sveta vsako leto pride na to pošto. Ker lahko direktno od doma vsak pošlje pošto Božičku. In potem jo palčki tukaj preberejo vsa ta pisma. Čudovito. Jaz bi pa samo povedal, da bomo video predvajali na koncu. Zaradi tehničnih težav pa bomo nadaljevali s predstavitvijo in s tvojimi slikami. Tako da. Torej, videi vsi v kompletu pridejo na koncu. Zdaj pa se prestavimo na novo leto. Se pravi, vemo, pač Božič in novo leto sta zelo skupaj in v bistvu enkrat, ko Božiček pač dostavi vsa darila, potem palčki in mi, človeški palčkasti pomagači, takrat imamo pa malo dopusta v tej obliki, ne? Ampak smo se prelevili, palčki smo se prelevili v nekoga drugega. Se pravi, najprej smo mislili, da bomo imeli malo počitka, ampak ne. Ta pravi palčki imajo počitek, Božiček tudi še vedno, tako da vam povem. Ampak mi, človeški pomagači, človeškasti palčki, smo se pa prelevili v trole na novo leto. In tule lahko vidimo utrinke novega leta. Je bilo zelo, zelo, zelo magično. Seveda sem pogrešala svojo družino in svoj krog ljudi doma, ampak za tole novo leto v krogu moje palčkaste družine oziroma tukaj trolaste je bilo res eno izmed najlepših novih let in nepozabna izkušnja. In v bistvu ja, to je bilo moje delo. In mislim, najboljše delo, kar sem si ga lahko želela za novo leto. In ja, ti kostumi, naprimer, so bili v bistvu zelo, zelo težki, moram reči. In naslednji dan so v bistvu vse nas smo se spraševali, a tebe tudi kje roke bolijo? Pa smo bili vsi, ja, mene tudi. Pa smo ugotovili, zakaj nas roke toliko bolijo? In je bilo zato, ker so bili ti kostumi toliko težki. In zdaj, ampak, za novo leto je bilo tudi okrog -20, ampak tukaj v spodaj sem pa v bistvu čisto mod imela samo majico, ker smo cel večer plesali in nam je bilo zelo vroče. Se pravi, tudi na -20, pa če si vzuni celo noč, je lahko zelo vroče. Ok. Zdaj pa videi bojo na koncu, zdaj bomo pa kar preskočili še naprej. Vse na te fotografije gleda zelo vroče, ja? Tudi če prav gledamo, da je zunaj na -20, ne? Ja, je bilo res vroče. Vsi smo bili teklo na medal. Moram povedati, res. Pa ne samo mi, tudi gosti, zato ker smo naredili žurko in smo v bistvu vsi vzuni v takem pravličnem, magičnem, ogromno svečk in ogromno snega. Boste videli polo posnetku, kako je to izgledalo. Res je bilo magično. Smo v bistvu res imeli pravo žurko za novo leto. In v bistvu je res, da so se
se pravi corona restrictions, se pravi, kako je to v slovenskem jeziku, mi pomagaš? Ja, korona omejitve, lahko rečemo tudi. Omejitve, tako. Omejitve so se v bistvu za novo leto nažalost zaostrile, ampak ker je bilo to pač na odprtem, smo v bistvu lahko imeli lahko normalno na -20 praznovali novo leto. No in zdaj smo preskočili v današnji čas. Zdaj smo preskočili v čas, ko sem jaz se prelevila nazaj v človeško obliko, tako kot me vidite zdaj. In v čas, ko sem v bistvu se jaz odločila po decembru, da še ni čas, da grem nazaj na Islandijo, da še ni čas, da grem nazaj v Slovenijo, ampak da ostanem tukaj. In zdaj nekaj časa sem se odločila, da bom živela tu. In tako, ko vidite na sliki, tako zdaj izgleda moje delo. Namreč zdaj sem guide oziroma vodička za 2 podjetji, tukaj je Lapland Safaris in pa Parpalandia. In takole izgledajo moje vsakdani. Pravlično je, še vedno, čeprav ni več toliko palčkasto. Na prvi sliki zgoraj lahko vidimo tradicionalno finsko koto, se pravi kota. To so stavbe, ki so v bistvu postavljene modernizirane stavbe inuitov oziroma sami ljudi, se pravi ljudi, ki živijo na Laponskem. In včasih je to izgledalo tako kot taki šotori in so v bistvu postavili tako palce, kot tak indijanski šotor, rečemo. In so tako okrog postavili palce in okrog je bila potem za zaščito pred vetrom koža, se pravi reindeers so po slovenščini jeleni, tako. Koža jelenov in na vrhu je bila taka odprtina, ko je lahko vidimo tudi tule gor na sliki, da je en dimnik na tej koti. No, včasih so imeli tudi dimnik. In v bistvu pa samo taka odprtina, in ker so mogli pač ostati to, pač se pogreti, so noter vedno v svoji hiški zakurili ogenj. In v bistvu zgoraj je bila luknja odprta, da je dim šel ven. Ampak, čeprav so živeli v teh pogojih, se pravi -20, sneg, snežene nevihte, sneg nikoli ni prišel noter v koto, zaradi temperature, pač razlike v temperaturi med znotri in zunaj, kot ena zanimivost. No in to na sliki je pa zdaj taka sodobna imitacija te kote, v kateri se pa zdaj pogrejemo, potem, ko imamo ture. V bistvu vodim različne ture od haskijev, kot jih vidimo tamle spodaj na sliki, pa tamle na sliki imamo crkljanje haski, ki pride po vsaki turi, ker res imajo radi crkljanje. In pol noter naredimo takle ogenj, kot se vidi tamle na sredini na sliki, ker pač, ko se voziš z sanmi na -20, pol je kar mrzlo in pol gremo v to koto in se pogrejemo. Da pa gremo spet malo na hladno, pa vidimo tule vhod in to je vhod v snežni hotel. A si že slišal kdaj Tilen za snežene hotele? Sem že slišal, ampak pričakujem, da mi več poveš o tem. Okej, no to je tudi ena izmed mojih tur, ki jih vodim. To je snežni hotel, ki je v bistvu vsako leto unikaten. In od leta 2008 je točno na tej lokaciji, kjer sem jaz, se pravi v Rovaniemiju, malenkost izven mesta, pol urce vožnje, tale sneženi hotel, v katerem lahko tudi prenočiš. In čeprav je zunaj tudi do -30 stopinj, je noter, in čeprav je vse iz ledu in iz snega, vidimo tamle gor sobo, kako izgleda, je noter vedno od 0 do -5 stopinj. In ogromno turistov sem pride in dejansko prespi noter noč na 0 do -5 stopinje. A si predstavljaš, da bi ti to, da bi šel spat, ja?
Za eno noč si predstavljamo, za več pa ne. Tudi ni priporočeno, da bi več noči not ostali. Tudi ni priporočeno za otroke, ki so mlajši od 5 let. Zato, ker v bistvu, seveda, je vse pripravljeno. Na postelji gor je koža jelenov. Potem pa vsak gost, ki želi noter prespati, seveda je cena tudi kar prilagojena, bomo rekli temu. Ampak vsak gost, ki želi noter prespati, dobi spalno vrečo iz flisa in potem še termospalno vrečo. Pol pa vsak sam prosi svoje telo, da ne bo rabo iti na stranišče sredi noči, ker pol moraš iti ven iz tega. Zunaj pa 0. Tako da ja, evo, nekaj zanimivosti o temle v Sneženem hotelu in pa moja najljubša skulptura, ker ta hotel je poln različnih skulptur in v bistvu to je moja najljubša zmaj. Sicer so pa vsaka soba ima svojo temo, od mamutov do dreves, do gozda, v glavnem res se splača nekaj tega enkrat v življenju videti, ker je res zanimivo. Me skoro spominja na tele naše gradove, ki jih imamo vsako leto tisto tekmovanje. Pozabila sem, kako se reče. Ja, gradovi kralja Matjaža, v Črni na Koroškem. Ja, tako je. Ko sem bila mala, sta me starša peljala tja, no, zdaj pa sem v pravem velikem gradu oziroma hotelu, prav še tako krat ne vem koliko, ker v bistvu je toliko velik, da lahko gosti na eno noč do 70 ljudi. Da je to res ogromna leden hotel, ogromna ledena stavba. Ok, zdaj pa gremo naprej na naslednji slajd. Zdaj pa nadaljujemo z mojim delom. In tole so ravno sveže fotografije danes. Tisti, ki ste videli moj story na Instagramu pa na Facebooku, sem vam povedala, da dejansko sem zdajle 2 ure nazaj prišla iz celodnevnega treninga. Treninga za vodičko snowmobiling tour, se pravi tur z sneženimi sanmi. Ker pač, ko sem se jaz prvič usedla na snežene sani, ne znam opisati tega občutka, ampak takoj sem se zlila s sanmi in pač so vsi rekli, wow, mislim, a si resno prvič na saneh, ti furaš ful dobro. In takrat sem se odločila, jaz bi pač želela si s tem več delati. No, in v bistvu Lapland Safari so mi zdaj dali priložnost, da sem danes naredila trening in bom lahko imela zdaj veliko več tur, tudi na ta način, s tem prevoznim sredstvom. Se dobro sliša? Se dobro sliši, zdaj pa ti meni povej, kaj ti je bolj všeč, prevoz s temi sanmi ali s husky? A veš, to jaz ponavadi vprašam moje goste, ne? Zdaj sem pa jaz dobila to vprašanje. A veš, da je zelo težko. Čist drugačen občutek je, ker ko greš s husky, si imaš nekako še toliko večjo odgovornost, ker si ti tisti, ki skrbi za varnost, ne samo sebe, ne samo ljudi, ki so pred tabo in za tabo, ampak tudi za varnost psov. Ker v bistvu, ampak je res, da se z njimi poleg tega toliko povežeš in res čutiš njihovo moč. In ko vidiš, kako so oni res navdušeni, se pravi, da vlečejo, mislim, ker se zbudi nekaj v tebi in začneš kar ti sam s husky skakati raven. Tako da ne znam povedati, kaj mi je boljše, zato ker ima vsaka izkušnja in husky in snowmobiling svoj čar. Ampak nekako jaz osebno, ne da mi je boljše, ampak se raj vozim s sanmi. Je samo po vožnji težje
Jih teže pobožaš, tako kot husky. Ja, to je pa res. Evo, raje se vozim s sanmi, ker imam v bistvu tudi lažje je kontrolirati te sani, kot pa pse. Mislim, tam je zelo veliko, mislim, lahko se zgodi, mislim, to se pravi ne, ko so ture s strankami, ampak ko gremo sami na ture, se lahko zgodi, da pač psi kdaj mogoče ne poslušajo. Tako naprej, pa imaš take različne zaplete, medtem ko pač pri mašinah tega ni. In pa tam moraš tudi zelo ahtati, naprimer, nikoli ne smeš dati dveh, naprimer, nekateri psi se med sabo ne marajo. In ti moraš pse poznati in moraš vedeti, kere pse daš skupaj lahko, kere pa ne. Ker v bistvu husky se pravi fajta, oziroma ko se oni napadejo, tega ni priporočljivo videti v življenju in tudi jaz upam, da nikoli ne bom, ker takrat je pa gre za življenje. Tako da ja, in tudi iz te perspektive imam jaz raj v tem smislu snowmobiling, zato ker tukaj pač je le mašina in jo v bistvu jaz kontroliram v polnosti, ne. Psi imajo pa svojo glavo. Še dva argumenta imam za proti, da je okolju bolj prijazno, s husky pa da tudi bolj avtentično, po mojem mnenju. To je res. Zato pa jaz pravim, da je treba poskusiti oboje. In pa res je okolju bolj prijazno, se strinjam. Imamo pa tudi v bistvu vedno tukaj ekomode, tako da malo bolj naredimo na ta način. So pa tudi podjetja, s katerimi jaz želim priti bolj v stik, ki imajo pa scientific tours. Se pravi, scientific tours se reče. In zdaj smo malo povezani tudi z Islandijo, ker v bistvu na Islandiji sem to prvič spoznala in prišla v bistvu v kontakt z inštitutom, ki je to začel, ker obstajajo tudi na Islandiji. No, in tukaj je tudi eno podjetje, ki sodeluje z znanstveniki in v bistvu je strokovno vodene ture so, kjer imajo pa te snowmobile električne. Tako da tudi to obstaja. Ampak ja, je pa res, da mislim, zelo prideš v stik z naravo, vseeno bolj s husky, definitivno. In v bistvu tudi s tem starim spiritom, kako so včasih, oziroma kako še vedno, ker nekateri tukaj še vedno, mislim, uporabljajo pse, da grejo okrog po zimi. Ampak res prideš v stik s to kulturo, lahko si predstavljaš, koliko je bilo včasih tem, se pravi, reindeer pastirjem jelenov, ko so v teh temperaturah, zato v koti, sredi sneženih neviht na -30, -40, pač skrbeli za svoje jelenčke. In zraven se pač okrog hodili z husky, ne. In v bistvu, ko greš s husky na turo, lahko se v mislih predstaviš nazaj in si zamisliš, kako je to bilo. Zdaj pa, če mogoče ena zanimiva, tule na sliki imamo pač tudi snowmobile, se pravi, oziroma snežene sani, ki so, vidimo, da ni glih najbolj naravnost, a ne. In to smo v bistvu danes na treningu, tudi smo imeli tak zelo orang fitness, ker smo jih pač za nalašč dajali noter in spravljali ven. In to v bistvu ugrabiš ogromno dela s telesom, da lahko obvladaš eno tako mašino. Tako da ja. Da gremo zdaj naprej na naslednji slajd. In zdaj tole sem pa pustila za konec. Zdaj vsi vemo, kaj je to, ne? In tile vem, da si ti komaj čakal.
da pridemo do tega, a ne? Ja, to je moje največje zanimanje. Ja. Glede tvojih avantur. Aurora Borealis, severni sij, The Northern Lights. Prvič sem jih srečala, prvič sem to doživela na Islandiji in mojo izkušnjo lahko preberete v enem izmed člankov, ker sem pisala samo o tem. In pa tukaj, mislim, imam službo zdaj, kjer peljem ljudi na lokacije in kjer omogočim komu samo prvič in zadnjič v življenju, da vidijo severni sij. In to je ena izmed stvari, ki srčno upam za vse, ki gledate tole in boste še gledali tole, da enkrat v življenju to doživite, vsaj enkrat. Ker ko Aurora pleše na tabo, takrat pozabiš na vse. Dobesedno pozabiš na vse. In kaj jaz najraje to naredim? Jaz se uležem v sneg, vse 4 od sebe, pa tudi če je -30, pa sam gledam ples severnega sija. In ne vem, ne znam z besedami opisati, kako je to magično. In tu na sliki lahko vidimo. Imam srečo, da imam zelo zmogljiv telefon in imam opcijo ponovno moda, da lahko delam takele slike. Ker v bistvu v živo je mogoče malenkost majčkeno manj te zelene, ampak vseeno je točno tako, kot se vidi tule na sliki. To so res vrhunske fotografije za telefon, po mojem mnenju. Ja, res je. In potem na sliki spodaj vidimo še pa manj ognja zraven in ljudi. No, in tukaj, kdaj gremo, pač mi gremo kdaj na lov za severnim sijom. Zdaj odvisno je, s katerim podjetjem delam, ampak v zelenim podjetjem takrat v bistvu sama, pač, ker znam, že na Islandiji sem se naučila vse parametre in vse pregledati, pač to dejansko niti ni tako enostavno, da vse pač pregledaš in pol prebereš, razbereš lokacije, kje je v bistvu najboljša možnost, da se v večeru, ko greš ven, dejansko aurora res pač vidi. Ampak to je pač dar matere narave in v bistvu ne moreš nikoli točno napovedati. In dejansko vsaka aurora, ko jo vidiš, je blagoslov, je velika sreča, da jo sploh vidiš. Me velikokrat gosti vprašajo, kje pa je najboljša lokacija, kdaj časovno pa moram jaz gledati ven. Točnih podatkov ne more noben dati, ker je vedno pač gremo na lov. Mene pa zanima v povprečju, kolikokrat ti je uspelo videti, ko si šla na lov? Zaenkrat v bistvu je bilo samo 2-krat, da je nisem videla. Od? Približno? Od januarja. Videla sem pa okrog 15 do 20 tudi. Torej zelo pogosta je možnost, najverjetnost. Ja, zelo verjetno je. In v bistvu glih zdaj prejšnji teden sem v bistvu jaz povedala, bila je fiksna tura, jaz sem bila odkrita z strankami, poglejte, ne vem kako danes, ker je pač vse oblačno, ampak pač aktivnost je bila pa izredno dobra. Se pravi, eden od parametrov je bil izredno dober, eden pa ne, ker je v bistvu solarna nevihta, ki je zadela planet Zemlja, bila tako močna, da je zbila in v orbiti je zgorelo okrog 70 satelitov. In posledica te solarne nevihte, oziroma nasplošno solarnih neviht, je aurora. Zdaj, točno vam ne bom povedala, kako vse to deluje, zato ker če hočete vedeti, boste prišli z mano na turo, pa me boste prišli obiskati.
In takrat vam lahko razložim vse glede aurore, znanstveni vidik, pa tudi razne zgodbe. Ampak v glavnem, po tej je bila tako močna aktivnost, da je bilo vse oblačno, ampak mi smo videli auroro čez oblake. Kar je jaz iz Islandije niti enkrat nisem videla auroro, da bi si prišel tako močno čez oblake. In je bila res ena izmed aktivnosti, ki je bila ena izmed najmočnejših v zadnjih parih letih. In sem imela srečo, da sem to doživela zdaj na Islandiji enkrat, kjer je bilo 3 dni dobesedno vse zeleno. In zdaj še pa tukaj, da je bilo tako močno, da smo videli auroro čez oblake. Čeprav sicer je bilo pa nebo verjetno tudi popolnoma zeleno, ampak nažalost je pač nismo mogli ni tako jasno videti. Zdaj gremo naprej na naslednji slajd. Še imam eno vprašanje za tebe, Veronika. Kako hitro pa se premikajo te pojave na nebu? V bistvu bomo lahko videli na čisto zadnjem videu, ker v bistvu ta tisti video, edini video, ki ni moj, ampak je od mojega sodelavca, ker moja kamera za snemanje video pa ni toliko zmogljiva. Ampak dejansko to pleše, zdaj kdaj se pojavi in zgine. Kdaj je na nebu po 2-3 ure ali pa celo noč. Kdaj je na nebu 5 minut. Kdaj je na nebu 5 minut pa zgine, pa je spet 5 minut. Se pravi, nikoli ne veš točno kako in kaj, zato moraš vedno imeti odprte oči, ko greš ven. In kdaj se ponavadi začne kot taka sivkasto bela, misliš, da je oblak, ampak vidiš čez zvezde. In takrat, ko to vidiš, ampak dejansko je to zelo težko z očmi, če tega ne poznaš, dejansko zalotiti, da je čas zdaj, da boš začel gledati nebo, ne. In ne vem, sem imela tudi izkušnjo enkrat, ko sva šla jaz, pa še moj kolega, sva imela skupaj turo in je v bistvu on že obupal nad auroro, jaz sem pa rekla, verjemi mi, danes bo. In sem bila tako dolgo zunaj in sem pač, ker prepoznam razlikovati, oziroma znam razlikovati med oblaki in začetkom aurore. In sem jaz rekla, zdaj čez 2 minute pridite ven z gosti, ker so bili noter na toplem v koti. Jaz sem pa vzela te snowshoes, pa sem šla na sredino zmrznjenega jezera. Sem rekla, jaz te pokličem ko bo. No, in sem gledala in sem bila taka, lahko pridete čez 2 minute ven. In oni pridejo ven in tistem se je začel šov. In takrat sem bila tako je res, moraš biti res pozoren, ker v bistvu to je trajalo potem 5 minut in potem je zginilo, čez nebo so šli oblaki in dejansko te ljudje so imeli ogromno srečo, da sem jaz vztrajala. Tako da tik nekako to zgleda. In tule na sliki pa vidimo še če damo nazaj en slajd, pa damo potem spet na tega. A vidiš kako razliko? Pa dajmo enega naprej. Ja, se vidi razlika. Se pravi, tam na prvem slajdu je aurora gre v linijah. In v bistvu aurora vedno sledi linijam geomagnetnega polja Zemlje. Če damo pa zdaj naprej, je pa malo drugače. Temu se reče krona. In to je zelo, pravi, da je eden izmed najlepših prikazov, mislim, ko se aurora pač prikaže, je pa imaš občutek, da gre direktno dol k tebi. Se pravi, gledaš direktno navzgor. In je v bistvu tako, se vidi na slikah. Pa poglejmo vse te barve. In dejansko te barve so vidne z očmi. Se pravi, ni samo zelena, lahko je tudi rdečkasta, vijolična. In v bistvu to vse je odvisno od tega, kateri atomi so v vzborjenem stanju v atmosferi. Zaradi teh močne energije, ki pride iz Sonca.
Te pa gremo spet na naslednjo sliko. Veronika, kaj je mogoče, da je to tudi škodljivo očem, slučajno? Ne. Ni panike, ni tako močno. Ker v bistvu geomagnetno polje in pa atmosfera, zdaj, če Zemlja ne bi imela tega polja, mi tukaj ne bi mogli, pač ne bi bilo življenja, kot ga poznamo, zato ker bi te solarne nevihte Zemljo uničile. Ampak, ker imamo mi magnetno polje in atmosfero, dejansko te ogromne, pač močna energija, ki pride proti Zemlji, jo geomagnetno polje ukrivi okrog Zemlje. In v bistvu imamo te dve šibki točki, ki sta pa oba dva pola, se pravi severni in južni pol, in tam pa ta energija pride bolj v bistvu v atmosfero in reagira z atomi v atmosferi in jih prenese v vzbujeno stanje. Tu govorimo zdaj o kemiji, zdaj ne bom vam podrobno razlagala, zato morate priti, sem že rekla. Ampak, ko pridejo to vzbujeno stanje, potem fotoni svetlobe, se pravi spet gredo, se izločijo, ker pač želijo elektroni priti nazaj v svojo normalno stanje znotraj atoma in v glavnem takrat se pa ta svetloba, ta energija, ki se sproži, se pravi to je odvečna energija, to potem mi vidimo, to je pa aurora. Tako nakratko. In v bistvu tule vidimo pa zdaj te zadnje slike, so bile pa na moji zadnji turi in sem imela res prikupne, mislim, vedno imam prikupne ljudi, ampak tukaj sem imela res en ful luškan par, ki sem mi pa tudi dovolila, da lahko sliko objavim in delim. Jaz sem posnela ene par fotografij, tole je bila pa ta zadnja aurora, ki sem jo zdaj videla, 3 dni nazaj. Ja, 3 dni, nekaj takega. In v bistvu vidimo pa zdaj neko razliko tukaj na slikah, ne. Zdaj, aurora v realnosti je bolj zelena, tako kot moje druge slike. Te dve slike sta pa še iz Islandije. Tukaj v bistvu je moj telefon nekako pač malo drugačno zajel svetlobo in v bistvu se vidi, da so tako modre. Ampak tudi, na primer, na velikih slikah se vidi na takem, da zgleda modro, ne. Ampak v bistvu ni, v bistvu so zelene. In veliko ljudi pride sem tudi z nekimi pričakovanji in vedno preden gremo na turo, jaz rečem, prosim, dajmo probati biti danes brez pričakovanj in se prepustimo temu, kar bomo videli. In ponovadi so vedno potem vsi očarani, ko vidijo, koliko je pač dejansko. In pa ta ples, ko začne aurora plesati. In to je drugače, prej si vprašal, koliko hitro je to. To je tako, mislim, ne znam opisati, če s prsti pokažem, je tako pač skozi tako dela. Dejansko to ni, ne vem, da bi šlo ful počasi, ampak je tako, skozi se spreminja. Tako da zdaj gremo pa na naslednji slajd. Evo. Tole je bilo še tudi par dni nazaj, ne, to je bilo pa en teden nazaj. Sem bila pa na enem jezeru Norvajärvi. To je bilo takrat, ko smo auroro, ko sem imela takrat sem imela samo 2 gosta, ko sem imela tako srečo, da sem jaz ustrajala. In smo res na hitro videli, potem je bilo pa vse. Zdaj pa mislim, da če gremo še na zadnji slajd, mislim, da je mogel biti zdaj zadnji, pred videi. In pa spet moram dati noter seveda slike vseh ljudi, ker v bistvu se pač kreirajo vse te moje izkušnje tukaj. Od ogromno Fincev, Laponcev, ki sem jih spoznala tukaj, preko katerih se učim vsej kulturi, res pristno, do vseh mojih kolegov iz celega sveta, s katerimi skupaj delamo in smo delali v decembru.
do tamle na sredini na sliki, naprimer, vidimo tega večera, mislim, da ne bom nikoli v življenju pač pozabila, ker sem imela čast, da so mi zaupali, ker so rekli, Veronika, ti boš najboljša za to, a bi imela ti turo engagement, se pravi za roko. In v bistvu sem imela to čast, da sem pripravila vso okolje in vzdušje za zaroko in sem imela čas biti zraven in je bilo tako lepo in sem v bistvu celo povabljena na poroko zdaj. Tako da ja, vsak dan, vsaka ta slika tukaj nosi eno svojo zgodbo, o kateri bi lahko govorila še in še, ampak zdaj je čas, da počasi zaključim in pa da si še pogledamo videe za na konec. Ampak res, vsem pač res, vsi ste vabljeni, da pridete. Zdaj, ko sem še tukaj, lahko pridete še k meni in da izkusite tole magijo Finske, magijo Laponske, Arktike, ker je res nekaj posebnega. In s tem, ko tukaj živim, ko vse to izkušam, sem še toliko bolj odločna in toliko bolj imam ta ogenj v sebi. Kot arktični angel in pač v tem mojem osnovnem, kjer se pravi fieldu oziroma na področju, katerega še delam, da bom nadaljevala in še naprej. Ker v bistvu tudi vsako turo vedno prinesem tudi to. In preko vseh tega si tudi ljudje veliko bolj to zapomnijo. In si ohranijo v svojih srcih, ko izkusijo to okolje in ko vejo, kako je to občutljivo in kako ljudje mi, kjerkoli živimo na svetu, vplivamo na ta občutljiv ekosistem, ki je pač Arktika. In izredno pomemben za stabilnost našega celotnega klimatskega sistema. Ja, to si čudovito povedala, mislim, res je magično, ko tako razlagaš, s tako doživetostjo. No, zdaj pa, če bo mogoče, bomo prvo poskušali pogledati videe, da vidimo, če bo povezava in vse delovalo. Prosim, vsi dajmo zdaj namero, da bomo videli. Rekli smo avte, to je bil zadnji dan palčkanja. So pa videi zdaj zaštekali. Joj. Meni delajo, tako da ne vem, če pri tebi samo težava. Mislim, da je Veronika nekaj glejmo dalje. Zdaj si bomo pa pogledali še naslednji video. Veronika pa se nam priključila takoj nazaj.
Take a break. A little bit. Yeah. Yeah, I had the drawing application. I was trying to, yeah, because the studies is what I want to learn that, but I don't know where to start. Ok, se me sliši? Se te sliši? Samo lahko si kar tiho, počemo video. No, ponagajajo tale arktični mraz, vidimo na videu -17, tudi trenutno je toliko, -17. Pa še magični sončni zahodi, joj. I'll wake you up with Yo un día que me trajiste el ratoncito Pérez una carta de Pokémon de ahora de corte. Zdaj bomo pa prišli na tretji video. Veronike pa trenutno ni z nami, zato ker ima težave s povezavo, tako kot se je že prej zgodilo. Tako da mi kar dalje gledamo. Evo, takole izgleda, ki moraš spraviti, tako si zadihan, ko moraš spraviti ven, evo, snežne za njih. Pozdravljena nazaj, Veronika. Živijo. Ja. Življenje nar. To je torej današnji trening bil, oziroma v zadnjih dneh. Ja. Zdaj pa gremo še na zadnji video. Ja. Pa mislim, da vem, kaj bo. Aha, ok. Tako, evo. To je v bistvu pač na hiter posnetek, a ne, ki je bil zajet za dlje časa, ampak takole Aurora pleše. To je pa posnetek, kot sem že prej rekla, od mojega sodelavca, ker moja kamera ni toliko zmogljiva, da pa bi lahko posnela Auroro. No, vseeno je bil čudovit, tako da si lahko predstavljamo, kako hitro poteka te strukture na nebu, lahko rečem, ne? Ja, ta ples. Odgovorila na eno vprašanje, ki se je pojavilo eno vprašanje, tako
zanima Taja, lahko rečem, kje in kako te lahko najdeva. Rada bi šla na Auroro, cirka oktobra letos in imava par vprašanj glede predpriprav na tak mraz. Tako da prve stranke z naših krajev za tebe. V bistvu lahko me kontaktirata direktno pač na Instagramu ali pa na Facebooku, ali pa bolj sem aktivna na Instagramu, pa lahko dam vse informacije, ampak naprimer lahko pa tudi tukaj trenutno povem, kako se pripraviti na ta mraz. Prva stvar je, o tem ne razmišljamo. Ne razmišljamo, da je minus 30 stopinj. Zaposlimo svoje misli, ker smo človeška bitja, smo izredno močna, pa se tega sploh ne zavedamo in ogromno lahko naredimo, ko o tem ne razmišljamo. In naprimer, jaz sem bila na minus 30 stopinjah v večeru, ko sem imela 6 ur sem bila v zunaj. In ja, ko pač nastaviš svojo glavo, se tudi to da, no. Ampak seveda moraš biti vedno pozoren na vse in se moraš tudi pravilno obleči in pravilno pripraviti na to. Kar pomeni, da moraš imeti ustrezne layerje, se pravi plasti, to kot čebulca, tisti, ki smo planinci, tisti vemo, kako se obleči kot čebula. V glavnem, to tudi tukaj pač je treba upoštevati. Definitivno ne nosiš tukaj kavbojk, definitivno ne nosiš tukaj tudi ne bombažnih štumfov. Tu nosiš merino volno, tu nosiš umetne materiale, ampak jaz imam veliko raje merino volno, ki vpijejo pot tvojega telesa. Ker če si ti pač cel moker in naprimer, če damo primer bombaž, vpije to in se pač ne posuši hitro. In če imaš bombaž tukaj na sebi, ta zamrzne gor na koži in to ni dobro. Se pravi, moraš res se pač prej podučiti, na kak način se obleči. In v bistvu lahko tudi, ne vem, ti smučarski seti so v redu za spodi, ampak naprimer jaz sem vsak dan oblečena. Imam trojne štumfe gor, merino volno, tretji štumfi so volneni, čista 100% volna in pa termo čevlji, posebej za ta okolje, ki smo jih videli na posnetkih, tam, ko se vidi, ko sem na snowmobilu, ne. Potem imam te layerje, imam vsaj 3 na sebi, pa smučarske hlače po vrhu, oziroma delovne hlače, oziroma moj pač outfit vodiča, ko smo ga videli tudi tam na slikah prej od Aurore. To je moj Lapland Safaris, ko imamo te modre jakne. V glavnem, vse to so v bistvu pač termo oblačila, ki služijo svojemu namenu in so pač narejena samo za to. Se pravi, v spodaj imaš vse te layerje in imaš ti svojo bundo. In vedno, ko greš na ture tukaj, moraš, se pravi, kamorkoli boste kdaj šli na Arktiko, oziroma na take ekstremne temperature, če greš na turo, podjetje ti mora zagotoviti, pač da imaš tudi termo oblačila, se pravi, rečemo temu overall, se pravi kombinezone po vrhu. Ker sem opazila tudi, da naprimer, ko sem imela jaz turo, je eno drugo podjetje prišlo na isto področje in ljudem niso dali overallov. Bilo je pa v zunaj minus 27. Tek ne moreš biti v zunaj. In potem so bili v avtu in so šli ven gledati Auroro in potem so šli nazaj v avto. To niti ni neka pač izkušnja, tista pristna, ne. In ja, v glavnem, tukaj moraš imeti, se pravi, 3 layerje, pa svojo bundo in smučarske hlače, potem imaš pa po vrhu, ko prideš kot turist, imaš pa po vrhu še ta overall oziroma kombinezon. No, jaz sem se dosti že navadila na te temperature, tako da pač jaz imam samo to svojo delovno uniformo na sebi, pa imam pač v spodaj 3 tanke plasti. Tako da ja, zelo se je zanimivo pač obleči in pripraviti na to. Definitivno pa pač za otročke, tisti, ko pač bi radi potovali v taka okolja z otročki, takrat je treba pač stvari res prilagoditi otrokom.
ker to so tudi ture, ki so, naprimer, ko greš s husky ven, in v bistvu husky grejo zelo hitro in takrat tu čutiš, pač veliko bolj čutiš mraz, ker v bistvu ta veter pač piha vate in takrat se, ne vem, -15 čuti -25. In moraš biti na take stvari pripravljen in zato pač mi vedno ekstra skrbimo tudi za otročke, ko jih imamo tukaj na turah. Se lepo predstavlja na dolgo in široko. Ja, evo, ker tu je v bistvu dejansko je o tem ogromno znanja, kako se obleči in kako v bistvu varno ohraniti svoje telo, da nimaš omrzlin. Tudi jaz sem jih že imela. Pač moje prsti so že bili čist omrzline prve stopnje sem imela. Torej je stvar resna. Ja, zelo hitro se to zgodi. Jaz bom pa zdaj na znanju, da smo prišli do konca našega poučnega druženja. Že ura preganja, tako da Ja, tako je. zdaj v sklopu obeh delov Avantur Severa smo obdelali kar 2 državi Severne Evrope in spoznali Veroniko skozi njena bogata potepanja, delo v tujini in seveda druženje. Ne? Takšnih zgodb lahko rečem, da ne slišiš vsak dan. V imenu popotniškega združenja bi se ti rad zahvalil, Veronika. Hvala. Napornem in lahko rečem delovnem življenju na Finskem in prej na Islandiji našla večer za nas in nas naredila lačne potovanje. Pa tudi si nas pripričala, da pridemo k tebi kaj pozdraviti na Finsko. Hvala vam za povabilo in da pač sem imela priložnost, ker ja, res je, da je moj delovnik zadnje čase zelo naporen, ampak sem si vzela tale čas, ker res je nekaj, kar želim deliti in še komu omogočiti ali pa spodbuditi, da gre ven iz svoje te udobne cone kdaj in da še kaj takega poskusi. Na -30 stopinjah Celzija. Ja, trdno to verjamem, ja, da smo vsi, ki smo to danes gledali in poslušali, torej uživali in ostali navdušeni. Res. Za dodatne informacije pa smo že zadnjič povedali, da te lahko kontaktirajo preko Instagrama in Facebooka, je tako? Tako. No, vam, poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, hvala, da ste si vzeli tudi vi čas in se nam pridružili. Hvala tudi za vaše zanimanja, vprašanja, komentarje in tako naprej. Če imate tudi vi kakšno izjemno življenjsko izkušnjo, popotniško izkušnjo, lahko postanete gosti naše oddaje ali pa morda popotniški novinarji, ki jih spremljate tako v reviji Globetrotter kot sedaj v oddaji. Torej morate vedeti, da so za vas vrata vedno odprta. To je vse z moje strani. Še enkrat hvala, Veronika. In hvala. Ne vidimo v živo. Uživaj in pridno delaj. Tako da za več informacij o naslednji oddaji pa spremljajte našo Facebook skupino Poceni potuj in se izobražuj. Tako da to je za danes vse in se vidimo do prihodnjič. Bon voyage. Hvala, adijo.